Najmlajša javna slovenska univerza in generator znanja Univerza na Primorskem, strateško slovensko podjetje in nosilec nacionalnega in lokalnega razvoja Luka Koper d.d., najhitreje razvijajoča se slovenska občina, Mestna občina Koper in Združenje uporabnikov in podpornikov Slovenskega inštituta tehnologij Koper v ustanavljanju, ki bo združevalo propulzivna visokotehnološka podjetja, so s pismom o nameri ustanovitve Slovenskega inštituta tehnologij še korak bližje uresničitvi visokih ambicij, s katerimi želijo ustanovitelji skupaj s somišljeniki, uporabniki in podporniki izstopiti iz slovenskega povprečja. Podpisniki pisma o nameri že uspešno sodelujejo na številnih projektih, z ustanovitvijo Slovenskega inštituta tehnologij pa bodo lahko združili svoje komplementarne resurse za čim boljši izkoristek razvojnega potenciala obmorske lege. Tako bo ustvarjeno okolje spodbudno za nastajanje vrhunskih tehnologij s povezovanjem vrhunskih znanj, ustvarjalnosti in inovativnosti. Cilj Slovenskega inštituta tehnologij je postati najprodornejši razvojni center v Sloveniji in širši regiji. V nadaljevanju smo zbrali nekaj mnenj o ustanovitvi Slovenskega inštituta tehnologij. Prisluhnili bomo dolgoletnemu predsedniku uprave Banke Koper, danes tudi članu upravnega odbora Univerze na Primorskem, Vojku Čoku, predsedniku Primorske gospodarske zbornice in predsedniku Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, Tomažu Možetu, uglednemu inovatorju in častnemu članu Združenja Aktivni slovenski inovatorji Borisu Fejferju ter direktorju podjetja Tomos d.o.o. Matjažu Kanduču. Ja, nedvomno je ustanovitev tega inštituta korak v pravi smeri, s katerim se povezuje in združuje poslanstvo lokalne skupnosti in tudi univerze v naporih za tako imenovani zagon gospodarstva. In to na osnovah, ki so interes, znanje, podjetniška ideja, nenazadnje tudi materialne možnosti. To so sigurno trajne in najbolj čvrste osnove. Seveda uspehov ni mogoče pričakovati čez noč. Zato bo treba na tej neskončni, a ne brezciljni poti veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. Jaz verjamem, da bodo priložnosti, ki se bojo tu ponudile, znali tisti, ki so jim namenjene, se pravi manjša in srednja podjetja, dobro izkoristiti. Ali menite, da je razvojni potencial primorske regije premalo izkoriščen? Kje vidite rezerve? Premalo, seveda. Nikoli ni zadosti, kar se tega tiče. Če mi tako gledamo, vidimo, da smo pred več kot 50 leti prav na tem področju, katero mislimo, da je ključno za Srednjo Evropo, ustanovili pristanišče, luko. Po drugi strani, več kot pred 10 leti smo ustanovili Primorsko univerzo. Zakaj? Zato, ker želimo, da na tem prostoru združujemo po eni strani blagovne tokove celotne Srednje Evrope, ki se povezujejo z blagovnimi tokovi celotnega sveta, po drugi strani kadre, se pravi iz tega prostora, širše, da se pri nas izobražujejo, pa da pri nas, bom rekel, ustvarjajo. No, in pobuda, ki je zdaj nastala za Slovenski inštitut tehnologij, recimo je smela pobuda in zaradi tega vse čestitke ustanoviteljem, za idejo in za izpeljavo tega projekta. Prepričan sem, ne prepričan, mi se bomo ravno tako kot regijsko gospodarstvo, kot Primorska gospodarska zbornica vključili v ta projekt. Prepričani smo, da ne bo samo naš projekt, ki bo lociran tukaj, ampak da bo to projekt vseevropski, vseslovenski, vseevropski in seveda tako bo dal rezultate. Tako kot so dala rezultate dva taka projekta, se pravi pristanišče, uspešno, ki je v svetovni špici, in po drugi strani tudi univerza, ki je ena med, boljšimi v tem prostoru, če ne najboljša. Srčno upam, da bo ta inštitut dejansko popolnil to praznino, ki je zdaj trenutno v Sloveniji, ker situacija, tako kot je po mojem mnenju porazna. Dejansko ni tukaj toliko težava v samih inovatorjih, kot je težava, da gospodarstvo ne sprejme zunanjih razvojnih projektov. Večina podjetij v Sloveniji so tradicionalno zasnovani, da črpajo projekte iz lastnih virov. In tako da mislim, če bo kadrovsko opremljen ta inštitut na taki ravni in da bojo znali z inovatorji upravljati z njimi, ne vidim težav, zakaj ta stvar ne bi lahko zaživela.
Kakšne možnosti ima vaše podjetje na področju raziskav in razvoja? Kaj pogrešate? Možnosti so ogromne. Konec koncev je tudi Tomas 60 let v bistvu živel in rasel z razvojem. To je bil edini faktor, pa eden pomembnih faktorov, da je prišel do takega dolgo obdobja. Tudi v prihodnosti mi bomo preživeli samo z dobrim razvojem in absolutno nas bo pogajal razvoj tudi v prihodnosti. Mogoče malo različnimi vozili, kot obstajajo danes, ampak absolutno razvoj nas bo peljal naprej. Hidrina družba AET je pred letom dni tukaj na lokaciji Tomosa ustanovila tehnološki park, kjer proizvaja različne tehnologije za hidrine potrebe in potrebe za različnih zunanjih partnerjev. Je neke vrste posledica znanja tehnologij, ki se tukaj na tej lokaciji nabiral zadnjih 50-60 let. In mislim, da je odlično izhodišče za povezavo z Slovenskim inštitutom tehnologij, kjer bi se nadaljuje, kjer bi se nekje tehnološko znanje v smislu samega razvoja preneslo na samo prakso. Se nam želite pridružiti? Bi tudi vi radi postali del uspešne zgodbe? Spremljajte nas na spletnih straneh www.upr.si, www.ekoper.si in www.luka-kp.si.